strokovni svet je bil formiran že malo po začetku mandata. Je imel doslej več rednih sej, bodi si v ožji sestavi, bodi si skupaj s parlamentarnimi govorniki. Danes pa smo sklicali prvo plenarno sejo. Tam smo bili vse članice in člane sveta, se pravi poleg predsednike in predsednic odborov, tudi tiste, ki vodite komisije in člane. Teh komisij vodili smo tudi člane gospodarskega foruma in člane sveta Slovenske demokratske stranke. Zadovoljstvom ugotavljam, da se nas je zbralo veliko, zagotovo dovolj za konstruktivno razpravo. Smo nekje na prvi obletnici parlamentarnih volitev, se pravi blizu konca prve četrtine mandata. In situacija je takšna, da je po našem mnenju potrebna neka globalnejša vsebinska ocena tega pretečenega leta. V običajnih razmerah in normalnih državah pozicija prvo leto mandata ne piše programov, ne piše protikriznih ukrepov, ker je to več ali manj, ko gre za opozicijo, prepuščeno kasnejšemu času. In se večino tega pričakuje predvsem od vladnih strank in od vlade same. V Sloveniji je tokrat situacija nekoliko drugačna. Ne samo, da imamo, tako kot celotna Evropska unija, opravka z gospodarsko krizo, imamo opravka tudi z, po naši oceni, pretežno neustrezno reakcijo pristojnih na to krizo. Slovenska demokratska stranka želi biti tukaj konstruktivna, ne glede na slabe izkušnje, ki jih imamo iz pomladi letos, ko smo v državni zbor predlagali 60 vsebinskih ukrepov za boljši spopad s posledicami gospodarske krize, in ko so bili ti ukrepi zavrnjeni, smo pripravljeni tudi jeseni ponoviti vajo, kolikor vlada tudi po enem letu ne bo prišla z ukrepi na tistih področjih, kjer je manko najbolj opazen.